Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni iz bleščeče predsedniške palače. Sredi Ljubljane smo danes tudi mnogi sodelavci Radia Ognjišče in tiskovnega društva Ognjišče z lepim prav posebnim razlogom. Za prispevek pri oblikovanju odprtega in demokratičnega slovenskega medijskega prostora prejme red za zasluge dolgoletni urednik mesečnika Ognjišče in ustanovitelj Radia Ognjišče, monsignor Franc Kolen. Gospod predsednik, hvala za priznanje, ki ste mi ga izkazali s podelitvijo odlikovanja Red za zasluge. Zavedam se, da to odlikovanje ni samo moje, ampak da ste s tem odlikovali vse tiste, ki so mi pomagali, da smo pred skoraj 50 leti ustanovili revijo in založbo Ognjišče, in v tistih težkih časih zapostavljanja cerkve in uspeli doseči sam vrh na področju periodičnega tiska in knjižnih izdaj. Brez toliko in tako dobrih sodelavcev bi to bilo nemogoče. Isto velja tudi za Radio Ognjišče, ki je prek številnih oddajnikov danes slišen po vsej Sloveniji, prek interneta in satelita po vsem svetu in svojim programom doseže tudi bolj odmaknjene dele naše dežele, a nič manj pomembne, kot so to rojaki v zamejstvu in drugod po svetu. Vse to je mogoče zaradi številnih zaposlenih in honorarnih sodelavcev in mnogih strokovnjakov iz raznih področij, predvsem pa več tisoč poslušalcev in ljubiteljev, ki nas podpirajo tudi finančno s svojimi darovi, to so prijatelji Radia Ognjišče, in omogočajo naše delo. Tako kot do sedaj se bosta najbolj brani mesečnik Ognjišče in Radio Ognjišče še naprej trudila ustvarjati prostor odprtega in demokratičnega dialoga, saj se zavedamo, da z našim delom ne služimo samo vernim ljudem, ampak delamo v dobrobit vseh Slovencev ter državljanov naše drage Slovenije. Gospod predsednik države je ob zahvali tudi svoji osebni misli, povezani z vami nagrajenci, z vami osebno dejal, da ceni to širino, prispevek k demokratizaciji medijev. Kako pa vi razumete zdaj nagrado v teh časih? Vsekakor je to en premik od prejšnjih časov, tudi po osamosvojitvi, ko so nas še zmeraj ti elementi prejšnje garniture potiskali nekje v ozadje. No, hvala Bogu, da je prišel čas tudi, da se spomnijo tudi takih, ki včasih oblasti niso bili všeč. Mislim, da je to en korak naprej in da bi morali iti v tej smeri, ne, da bi nam bili naklonjeni, ne da nas ovirajo. Tako priznanje pomeni tudi naklonjenost. Ne. Ste morda v pogledu nazaj zdaj hvaležnosti o tem priznanju kovali kak nov načrt? Torej, načrti so predvsem v tem, da bi radio in pa naša založba bila uspešna. Se pravi, da bi imela čim več naročnikov, ker to pomeni tudi naš vpliv na tiste ljudi, ki berejo, da bi radio imel čim več poslušalcev.
da ne bi vzeli to kot eden X radio, ne? Ampak za svojega, to je naš radio in ga moramo podpirati, bodisi s svojimi ocenami, svojo propagando med prijatelji in tudi s tem, da recimo se vključijo to naše projevstvo, ne, prijatelji Radio Ognjišča. Ravno da isto, danes so časi za tisk gotovo težji, morda težji kot za medije, radio ali pa torej te vizualne elektronske medije, kot pravimo. Ampak zato moramo tudi imeti podporo od naših bralcev, da uporabljajo to, kar ustvarjamo, ker samo to je. Tudi mi vas nikakor nismo razumeli in vas ne razumemo kot kar enega direktorja, kot ste rekli, ampak ste naš direktor, zato se veselimo z vami in še enkrat iskrene čestitke. Hvala lepa. Eden tistih, ki z nagrajencem, z direktorjem Monsinjorjem Boletom tesno delajo v zadnjih letih, je tudi Miha Turk. Miha, če pogledaš zdaj na delo v Kopru in na zdaj to bleščečo nagrado v Ljubljani, kakšne misli se ti snujejo? Kakšni so tvoji občutki pravzaprav ob tem lepem priznanju? Mi smo zelo veseli za Franca, da je to dobil. Mislim, da tudi on iskreno vesel in tako kot je sam v izjavi oziroma v zahvali rekel, da čuti to kot nagrado ne samo njega, ampak tudi vseh sodelavcev skozi vseh. Praktično drugo leto bomo praznovali 50 let, dolga doba, veliko sodelavcev, nekateri žal tudi pokojni že, tako da smo vsi z njim veseli. Danes iz Kopra nas ni sicer največ, ker danes je delovni dan za večino ljudi naših, se pač trudimo po svoje, ampak smo pa z njim v mislih vsi. Spoštovani odlikovanci, prvi in bivši predsednik, ekscelence, visoki gostje, dame in gospodje. Danes sem imel veliko čast odlikovati posameznike, ki so se izkazali na zelo različnih področjih, z izjemnimi dosežki. Toda vsem je skupno, da so tudi takrat, ko je bilo to manj hvaležno in težje, neomajno verovali v pravičen svet, v pošten svet, v svoboden svet, v solidaren svet in to za vse ljudi, ne glede na njihova različna socialna, verska, politična ali druga porekla. Mislim, da je to nekaj, kar lahko predstavlja velik navdih, inspiracijo tudi danes za vse nas. Prav tako mi je v posebno čast, spoštovani odlikovanci, da vam odlikovanja vročim na predvečer Dneva reformacije, ki je poseben praznik. Slovenci smo namreč eden redkih narodov, ki evropsko reformacijsko gibanje iz 16. stoletja obeležujemo s posebnim dnevom, ki ni le praznik naših sodržavljanov, pripadnikov Lutrove cerkve, ampak je praznik vseh Slovencev. Z dnevom reformacije se namreč Slovenci s hvaležnostjo spominjamo duhovne širine očeta prve slovenske tiskane knjige Primoža Trubarja in njegovih sodelavcev, utemeljiteljev slovenskega tiskanega jezika in slovstva. In vendar so bili še veliko več kot to. Bili so glas razgledanosti, znanja, poguma, svetovljanstva, odprtosti ter notranjega poduhovljenega bogatstva in dialoga. Svojo uporno vztrajnostjo in samozavestjo, s katerimi so Slovencem dali knjigo in jih civilizacijsko in kulturno uvrstili med moderne evropske narode, so slovenski protestanti tudi začetniki dolge poti oblikovanja slovenske skupnosti kot naroda in kasneje nacije. Bili so prvi narodni buditelji Slovencev na dolgi poti do sedanje državnosti. Trubar nas je, kot vedno znova spomnimo, prvi nagovoril kot Slovence in nas hkrati pozval stati in obstati. Spoštovani,
Današnja podelitev odlikovanj ima zato ob jutrišnjem prazniku poseben pomen. Že zato, ker je med odlikovanci tudi škof Evangeličanske cerkve na Slovenskem, Geza Erniša, ki z decembrom svoje škofovsko mesto predaja novo izvoljenemu škofu, pa tudi, ker za odlikovance lahko ugotovim, da jih skupaj zaznamujejo lastnosti, ki sem jih že bil omenil: razgledanost, znanje, pogum, svetovljanstvo in odprtost. To velja prav za vse od vas. Škof Erniša je 18 let vodil slovensko evangeličansko cerkev, kar samo po sebi govori o visokem zaupanju, ki ga uživa med slovenskimi evangeličani. Zaupanje pa je danes tako zelo redka in dragocena vrednota. Spoštovanje je užival tudi zunaj kroga evangeličanov zaradi svoje ekumenske, dialoške in humanistične naravnanosti. Za njegov dolgoletni prispevek k medverskemu dialogu, za njegovo delovanje, za strpnost, sodelovanje in blaginjo naših ljudi mu globoko izrekam zahvalo. Tako kot predsednik republike, kot, to si dovolim reči, v imenu vseh naših ljudi. Seveda gre naša globoka hvaležnost tudi vsem ostalim 4 odlikovancem, uglednima novinarjema, urednikoma in publicistoma, monsinjoru Francetu Boletu in gospodu Viktorju Blažiču. Vsak na svojem področju sta vztrajala kot odločna in pogumna zagovornika svobodne novinarske in javne besede. Svojo pokončno držo sta bila ves čas in sta še vedno pomembna akterja gibanja za svobodo slovenskega duhovnega prostora, za njegovo rast in samopotrjevanje v evropskem miselnem prostoru. In zahvala gre tudi velikima slovenskima prijateljema iz Avstrije, doktorju Kasperju Ajnemu in Wolfgangu Bandojnu, ki sta oba odigrala in še vedno igrata zelo pomembno vlogo pri utrjevanju dobrih sosedskih odnosov. Svojim prizadevanjem za odprtost in sodelovanje ter za prežemanje evropskih ustvarjalnih, kulturnih, znanstvenih, tudi političnih in drugih potencialov, sta oba pomembna glasnika vrednot in načel, na katerih je bila zgrajena Evropska unija in ki še vedno ostajajo izziv in obljuba za prihodnost za nas vse. Spoštovane dame in gospodje, z ljudmi njihovega kova je obljuba Evropske unije kot stabilne in varne, z vrednotami kot so mir, znanje, solidarnost, ustvarjalnost in povezanost stvar naše skupne in realne prihodnosti. Odlikovancem posebna čast in zahvala za njihovo delo ter vse dobro naprej.